pozdrav vsem skupaj, hvala za tako številno udeležbo. Včeraj je odstopil predsednik vlade, gospod Miro Cerar. Rekel je, da odstopa zato, ker se je prelila zadnja kaplja čez rob. Najprej moramo reči, da nekoliko dvomimo v to kapljo, ki se je prelila čez rob, kajti že nekaj dni naprej se je vedelo, kakšna je bila odločitev Vrhovnega sodišča v zvezi s ponovitvijo referenduma. Potem se je na veliko govorilo o pohodnikih sodnih palač in glede na to, da smo se to zvedeli v opoziciji, dvomim, da zato niso vedeli tudi v vladi, še posebej, da to ni vedel gospod Cerar, se je bil leta nazaj predsednik sodnega sveta, ki je pokadroval večino teh sodnikov, ki so včeraj odločili o referendumu. Dopuščam pa možnost, da tem informacijam ni verjel. Kljub temu pa ne verjamem to, da je bil to tisti motiv za ta odstop, ki je, vsaj če pogledamo z vidika koledarja, nekoliko nenavaden, do roka volitev, ki je bil v veliki meri dogovorjen na posvetovanju med parlamentarnimi strankami in predsednikom države, je še, mislim, 87 dni. Odštevanje se je začelo in odstop v tem času pomeni, da želiš zasledovati neko drugo agendo ali pa da bežiš pred neko drugačno odgovornostjo, kot je bolj odgovorno za to, da je vlada financirala referendum na podlagi zakona, ki je bil razveljavljen kasneje, kot pa se je to dogajalo. Z vidika pravnosti tistega dejanja ni tako težko braniti, je zelo težko braniti celotno zadevo, zaradi katere smo takrat šli na referendum, to je ustanavljanje posebnega podjetja za izvedbo neke investicije znotraj Slovenskih železnic, ki že ima podjetje za takšno dejavnost. Ampak o tem bodo očitno še enkrat odločali volivke in volivci in prepustimo to razpravi, ki bo takrat v času predreferendumske kampanje. Torej, mi verjamemo, da ni bila to tista kaplja čez rob, ampak da sta bile dve drugi. Eno od teh zagotovo odkritja na Komisiji za nadzor proračuna in drugih javnih financ prejšnji teden. Jaz sem bil doslej na vseh predstrankarskih volitvah v tej državi od leta 1990 naprej izvoljen v slovenski parlament in tudi večkrat sem bil član te komisije, kljub temu se ne spomnim seje, ki bi pripeljala do tako šokantnih ugotovitev. Na tej seji komisije smo namreč izvedeli, da se v nasprotju z slovenskim ustavnim zakonom, slovensko zakonodajo, v nasprotju z dvema mednarodnima sporazumoma, enostavno rubi, deloma pa protipravno plačuje slovensko premoženje oziroma premoženje največje slovenske državne banke, Nove Ljubljanske banke, in da se to dogaja že leta 2015. Spravi praktično od začetka mandata te vlade. Izvedeli smo, da je vlada in vrh koalicije bil vse skozi o tem obveščen, da je banka prosila za zaščito, pa se nič od tega ni zgodilo. Vedeli smo tudi, da je v zadnji fazi postopka še več tožb, ker gre za bistveno večje vsote, kot so bile že doslej zarubljene oziroma plačane. Zakaj gre pri tej zadevi, sem prejšnji teden razlagal precej podrobno na tiskovni konferenci, kjer smo pojasnjevali motive za vložitev ustavnega zakona za zaščito slovenskega premoženja. Zato teh podrobnosti ne bi ponavljal. V zvezi s tem samo informacija, da smo včeraj zbrali dovolj podpisov za izredno sejo, na kateri bo ta zakon obravnavan. In tem smo čakali na vlado, da bo ona predlagala izredno sejo za zaščito slovenskega premoženja, ker neki signali v to smer so bili, pa se to pač ni zgodilo. Zdaj ta seja, ko bo do nje prišlo, se seveda ne bo mogla izogniti temu dogajanju.
v zadnjih 3 letih in praktično popolni kapitulaciji slovenske vlade pri neki odgovornosti, ki je prva pri vsaki vladi. Vsaka vlada je najprej dolžna zaščititi lastne državljane in seveda premoženje teh državljanov, gospodarskih in ostalih subjektov, in še posebej, če gre za premoženje subjektov, ki so v lasti teh državljanov oziroma ki so v državni lasti. Ne samo, da se tukaj ni nič zgodilo, tukaj se ni nič zgodilo kljub zahtevam z strani prizadetega subjekta, se pravi Nove Ljubljanske banke, kljub dolgemu čakanju, kljub temu, da je minilo že polno časa. In to tudi v neki situaciji, ko je ravno ta vlada praktično sosednjo državo razglasila za malega nesovražnika zaradi neizpolnjevanja arbitražne odločbe. Hkrati pa je temu tej isti državi najprej neprostovoljno, potem pa prostovoljno plačevalo oziroma omogočala, da je banka v državni lasti plačevala nezakonito dosojene odškodnine v milijonskih zneskih in z ustvarjanjem precedencev, na podlagi katerih zdaj grozi tej banki za 430 milijonov odškodnin. Čeprav ta banka po ustavnem zakonu z leta 1994 za to ni odgovorna. Torej, močno sumimo, da je eden od glavnih motivov za to nenavadno dejanje gospoda Cerarja včeraj ravno beg pred odgovornostjo v tej zadevi, ki je bistveno težja od izgubljenega oziroma od očitanih grehov strani Vrhovnega sodišča v zadevi referenduma. Zdaj, druga kaplja čez rob ali pa drugi motiv za poskus, da se skrajša ta mandat in predvsem, da se skrajša čas produktivnih razprav do volitev, pa je strah pred obravnavo poročil preiskovalnih komisij, ki so praktično na mizi. Ker za preiskovalno komisijo Žilne Opornice, ki jo vodi naša poslanska kolegica Jelka Godec, gre seveda za preiskovalno komisijo za ugotavljanje politične odgovornosti za luknjo v slovenskem bančnem sistemu in gre verjetno tudi za preiskovalno komisijo o Tešu, kjer naj bi se poročilo prav tako obravnavalo na prihodnji seji. Že potem, kar smo lahko javno izvedeli iz dela teh komisij, je jasno, da nekaterim v vladnih strukturah, še bolj pa tistim, ki stojijo za temi vladnimi strukturami, ne ustreza, da bi se ta poročilo obravnavala in da bi državni zbor bog ne da je tudi sprejel, ker to hočeš prisililo tudi trnulčice v policiji, tožilstvu in sodstvu, da nekaj v zvezi s temi ugotovitvami naredijo. Ker doslej praktično na nobenem od teh področij niso naredili nič. Primerno, da se skrajša mandat, seveda obravnava teh poročil na rednih sejah vprašljivo. Stališče Slovenske demokratske stranke, ki jo bomo zastopali do konca, je, da tega ne bomo naredili. Naredili bomo vse, da se prvič zaščiti slovensko premoženje, se pravi, da gre ta ustavni zakon, ki smo ga predlagali naprej, da je sprejet, da je podprt. Veseli smo, da so tudi nekateri dodatni poslanci podpisali zahtevo za izredno sejo, ne samo poslanci Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Pričakujemo dvotretjinsko podporo, pričakujemo resno obravnavo tega predloga, odprti smo za morebitne dopolnitve, kot sem rekel že prejšnji teden. Nismo pa odprti za zavlačevanje. Še posebej za zavlačevanje v smislu pustimo to temo prihodnjemu mandatu, prihodnji vladi, ker v tem času bo lahko Slovenija dodatno oškodovana oziroma boste davkoplačevalci, bomo davkoplačevalci bistveno dodatno oškodovani. Naredimo tudi vse, da poročila preiskovalnih komisij še v tem mandatu pridejo na dnevni red.
Procedura je namreč takšna, da če v tem mandatu poročila niso obravnavana, mandati teh komisij padejo in za mandati teh komisij padejo tudi poročila in vse tisto, kar je bilo narejeno. Doživeli smo že enkrat v Sloveniji, da se je skušalo z predčasnimi volitvami in skrajšanjem mandata vplivati na učinke dela preiskovalnih komisij in zdaj vidimo podoben poskus v bistveno večjem zamahu. Včeraj se je pojavilo tudi vprašanje datuma ponovljenega referenduma. Zdaj ne držijo trditve, da referenduma ni možno zaradi razlogov racionalizacije in tudi večje udeležbe izvesti hkrati z volitvami. To je možno, vendar je res, da je za to potrebna dvotretjinska večina državnega zbora. Državna volilna komisija bo verjetno predlagala izvedbo referenduma v rokih, kakršni so na voljo komisiji, vendar ima državni zbor v obravnavi tega predloga potem možnost, da za dvotretjinsko večino referendum razpiše bodisi na dan državnozborskih, bodisi na dan lokalnih volitev. Z vidika zaščite žepov slovenskih davkoplačevalcev bi bilo bolj umestno, da je ta referendum izveden hkrati z državnozborskimi volitvami. To pa zaradi tega, ker vsak dan poslušamo, kako je to bypass podjetje 2TDK, ki je bilo ustanovljeno za izvedbo tega projekta drugega tira, sprejelo nove zadolžitve, podpisalo nove pogodbe, zapravilo nove denarje, da ne omenim zdaj te nesrečne makete. Gre za pogodbe, ker ne gre za 1000 evrov, ampak gre za milijone, pa za desetine milijonov. Z tega vidika je potrebno to dilemo čim prej odpraviti in če bomo čakali do jeseni, do lokalnih volitev, bo verjetno to za davkoplačevalce zelo drago. Najbrž se vsak, ki racionalno razmišlja o tej državi, strinja z mano, da bi bil velik absurd imeti recimo v enem mesecu referendum, pa še volitve in dodatno zapraviti 4 milijone evrov, glede na to, da je to z vidika velikosti našega proračuna ali pa obsega naših javnih financ precej velika številka. Demokracija sicer stane, ampak tam, ker je to možno zracionalizirati in s tem ne zmanjšujete demokratičnega učinka, ampak ga povečujete, zato ker bo zagotovo več ljudi odločilo, če boste obe glasovanji združeni, je pač to racionalnost potrebno iskati. Torej, da zaključim, ta po svoje nesmiselnem odstop predsednika vlade, manj kot 3 mesece pred dogovorjenim rokom rednih volitev, ne sme vplivati na to, da bomo tudi na te volitve, potem, ko se je to zgodilo že leta 2011 in 2014, šli v nekem vzdušju izrednega stanja, izrednih razmer, iskanja in razprave o takšnih ali pa drugačnih rokih in sistemih in tako naprej. V ozadju pa bo stala razprava o temeljnih problemih, ki so v tem trenutku pred slovensko državo, Slovenkami in Slovenci, in brez razprave o tem, kakšne so realne alternative, brez zagotavljanja možnosti ljudem, da se odločajo na podlagi resnega premisleka. Nekoliko se nam zdi, da tisti, ki v ozadju vplivajo na slovensko politiko, gospod Miro Cerar je včeraj uporabil izraz stare sile, nekoliko računajo tudi na to, da se bo razprava vrtela okrog manj pomembnih zadev, ne bo pa prišlo do realne ocene izgubljenega mandata gospoda Cerarja, ne bo prišlo do realne ocene dejstva, da stranka, ki nastane nekaj mesecev ali pa nekaj tednov pred volitvami,
ni sposobna prevzeti resne odgovornosti za upravljanje z državo. Prišlo do resne primerjave rezultatov posamičnih mandatov in predvsem programov, ki jih stranke ali pa liste ponujajo za prihodnost. Mi bomo naredili vse, da zaradi tega nelogičnega, nerazumnega, z racionalnega vidika dejanja ta čas ne bo tako skrajšan, da bo razprava o slovenski prihodnosti bistveno okrnjena. In naredili bomo vse, da ta dogajanja ne bodo preprečila sprejetja zaščitnega ustavnega zakona, ker gre dejansko za zelo velik denar. Ne gre samo za teh 430 milijonov potencialnih obveznosti, če bi Slovenija klecnila pred nezakonitimi sodbami. Gre tudi za to, da takšna ravnanja bistveno zmanjšujejo vrednost Nove Ljubljanske banke, ki jo mora slovenska vlada na podlagi obljub Evropski komisiji v času, ko je bila ta banka deležna državne pomoči, privatizirati. Cena banke, če nad njo visi več kot 400 milijonov potencialnih dodatnih obveznosti, je seveda bistveno manjša, kot če takšne nevarnosti ni. Torej, sprejem tega ustavnega zakona je ključnega pomena in računamo, da bo Državni zbor, še prej pa Ustavna komisija, o tem odločil čim prej. Toliko, so takšne vprašanje. Izvolite. Mogoče Martin Kložin. Je SDS pripravljena na volitve? Videli smo tudi po tej aferi, ki je bila, da se vam javnomnenjska podpora precej zmanjšala, zdaj se je spet popravila zadnji mesec, ali bi si vi želeli, da je datum volitev čim kasnejši, se pravi junijski? Datum volitev, ki je bil dogovorjen na posvetu s predsednikom države, nam ustreza. Je pač datum, ki je racionalen in vsako skrajševanje tega obdobja bodo na koncu tako ali drugače plačali volivci. In računamo na to, da bo predsednik države ravnal razumno in racionalno. Če pogledate roke, ki izhajajo z ustave, poslovnika in zakona o volitvah, je to predvsem njegova izbira. Od njegove odločitve bo odvisno, ali bomo šli na volitve na dogovorjen datum, ali pa bo tudi on sodeloval pri uveljavljanju vseh teh motivov, o katerih sem prej govoril. Še kakšno vprašanje? Imate zagotovljeno dvotretjinsko podporo za ta ustavni zakon, ki ste kaj preverjali, kakšno imate podporo trenutno? Zdaj, podpora je bila, oziroma podpora temu zakonu uradno in neuradno ni bila odtegnjena strani nobene parlamentarne stranke, se pravi, nobena od parlamentarnih strank ni rekla, da te rešitve ne podpira. Tudi predsednik vlade v odstopu je govoril o tem, da je to eventualno možna rešitev za zaščito. Včeraj smo sicer prebrali v nekem sporočilu STA-ja, da naj bi vlada razmišljala o tem, da se ta škoda Novi Ljubljanski banki pokompenzira iz sklada za nasledstvo. Tisti, ki je to napisal, verjetno, ne vem, nima realnega vpogleda, o čem sploh govori. Sklad za nasledstvo je prazen. Tja se bo kvečjemu nateklo nekaj milijonov od prodaje teh ambasad, ki so iz delitvene bilance, koliko je bila narejena, prišle v lastništvo Slovenije. Ampak to je tako ali tako naš denar. Torej, s tem, da z enega žepa v drug žep predenjamo davkoplačevalski denar, to ni zaščita slovenskega premoženja, to je zgolj sprenevedanje. To reši položaj banke, ne reši pa položaj Slovenije, interesa slovenskih davkoplačevalcev. Edina rešitev je tista, ki jo predlagamo. Če hrvaška davčna uprava slovenskim pravnim osebam z nami izračuna nezakonito dosojene odškodnine, potem mora enako ravnati tudi slovenska davčna uprava. Mogoče se to dvakrat ponovilo, potem pa ne bo noben več kršil zakonodaje mednarodnih sporazumov.
Pa ste mogoče že ugotavljali, ali je to vse v skladu z zakonodajo, mislim, glede na to, da je premijer, ko je rekel, da je treba o tem vašem predlogu razmisliti, rekel tudi to, da verjetno morajo ustrezni organi odločati o pravnosti. Zdaj, vlada je bila prvič obveščena o tem, da se rubi slovensko premoženje leta 2015. Danes smo marca leta 2018. 3 leta so to proučevali. In seveda, ustavni zakon ne more biti v neskladju z zakonodajo. Ustavni zakon kreira pravni red. Ustavni zakon je zakon, ki je nad običajnim zakonom. Tako da Ne krši ničesar nobenih evropskih. Ustavne odločitve držav članic Evropske unije so nad evropskimi normami. Hierarhija pravnih aktov v Evropski uniji je ustava, se pravi ustavna materija držav članic, potem so ratificirani mednarodni predpisi in evropski predpis je nacionalna zakonodaja, ki mora biti v skladu s tem uredbe vlade in tako naprej. Se pravi, to vprašanje se tukaj ne pojavlja. Eventuelno je zadeva nekje na robu pri tistem členu, ki govori o sankcijah, ki bi jih Slovenska centralna banka, oziroma Banka Slovenije uvedla do tistih bank, ki izvajajo nezakonite sodbe hrvaških sodišč, ampak to ni bistven del tega zakona. Bistven del tega zakona je, da je vsaka škoda, ki je nezakonito prisojena in izterjena na račun slovenskega premoženja, pokompenzirana na hrvaškem državnem premoženju. Zašto bi to zapravo slovenska vlada radila ako to nije stvarna obveza? Zaradi tega, ker kljub temu, da to ni zakonita ali pa ustavna ali pa mednarodno pravno veljavna obveza, hrvaška davčna uprava to premoženje rubi na premoženje Nove Ljubljanske banke na Hrvaškem. Kadar ta banka, kar je zgodba posebnega pomena, tega ne plača. Pitanje je zapravo bilo zašto vlada Mire Cerara se ne ponaša tako kako vi to kažete, ako to nije doista obveza. Gledajte, to ste na napačni tiskovni konferenci, morate to njih vprašati. Tudi mi njih sprašujemo in zaenkrat nam tega še niso povedali. Bomo pa zagotovo to možnost imeli, ko bo na dnevnem redu izredne seje Državnega zbora ta ustavni zakon. Mogoče drugi tir, nadaljevanje postopkov dali ne preko direkcije, če bo Evropska komisija to odobrila, pa arbitraža, se pravi tožba naprej, da ali ne. Glejte, kar se tiče drugega tira, od samega začetka je jasno, da za modernizacijo železniške infrastrukture v Sloveniji ne potrebujemo niti posebnega zakona, niti posebnih podjetij. Vse zakone imamo in tudi Slovenske železnice imajo podjetja, ki se ukvarjajo z torej te dileme sploh ni. Zdaj, kar se tiče arbitraže, mogoče je z eventualno sodbo, če se Evropska komisija ne bo odločila, da ona reagira in po mojih informacijah se ne bo. Mogoče je s tem možno ustvariti neko pogajalsko prednost v nadaljevanju razreševanja te godlje. Bo pa to drago, ker že za samo arbitražo, ki je bila slaba za Slovenijo, smo samo slovenski davkoplačevalci plačali 7 milijonov, sosednja država nič. In zdaj bomo plačevali še za dodatne ali pa celo iste odvetnike in pravnike za neko dolgotrajno tožbo sosednje države in zagotovo bodo tisti, ki bodo bogato plačani in zainteresirani, da to traja čim dlje.
Ampak na OZP-ju ste podprli to pismo. Ja, temu pismu nismo nasprotovali iz razloga, ki sem ga povedal na začetku, tudi če bi ne bilo nič drugače. In te korak še ne gre za tožbo, gre zgolj za poskus, da se Evropska komisija tukaj bolj angažira, kar je pa po svoje iluzorno pričakovati, ker tako Slovenija kot Hrvaška sta članice Evropske unije in Evropska komisija, tako Komisija Slovenije kot Hrvaška. Ampak v bistvu je bila sprejeta, tudi to ste na OZP-ju potrdili, zaveza, da katerakoli vlada čez 3 mesece, če se ne zgodi nič, sproži tudi sodbo. Se pravi, velja za tožbo pred sodiščem, se pravi, velja za katerokoli vlado, tudi za vašo. OZP je delovno telo državnega zbora, ki priporoča, ne sprejema stališč, ki bi bilo odvisno, to ne pomeni. Pa bi vaša vlada nadaljevala s to tožbo, eventualno, če bi bila? Naša vlada bi poskušala problem rešiti. Ne bi poskušala delati nekih korakov, ki jih lahko uporabi za izgovor. To tožbo mi predvsem vidimo kot poskus vlade gospoda Cerarja, ki je približno tako vehementno kot včeraj, ko je odstopil decembra lani napovedal, kako bo Slovenija uveljavila suverenost v Piranskem zalivu. Zdaj, namesto te suverenosti, imamo zdaj situacijo, ko si praktično slovenski ribiči ne upajo niti v Piranski zaliv kot tak. In vidimo plačila, nezakonita plačila Nove Ljubljanske banke na podlagi nezakonitih sodb hrvaških sodišč, ki jih naenkrat ta slovenska vlada priznava. Tako da ta tožba je v bistvu izgovor oziroma poskus graditve nekega izgovora v tej situaciji pred volitvami, ko bodo morali odgovarjati na vprašanje, ja, kaj ste pa naredili? Odgovor bo tožimo. Drugega racionalnega elementa v tem jaz ne vidim. Mogoče kdaj kasneje je to možno uporabiti v pogajalskem procesu, samo te točke še ne vidim. Vidim pa nekatere druge poti za rešitev te situacije, ki pa tudi niso kratkotrajne, ker je zadeva preveč zapletena. Izbori neće biti mnogo ranije, ali će ipak vlada biti tehnička i neće moći obavljati neke svoje prirodne funkcije. Hoće li zbog toga Slovenija na neki način biti na gubitku što se tiče ovih pitanja od Ljubljanske banke do arbitraže? Predsednik vlade je v odstopu včeraj dejal, da bo vlada odslej upravljala tekoče posle. Moj komentar na to je, da bomo vsi srečni, če bo vlada upravljala vsaj tekoče posle, ker doslej jih ni. Ta primer, ki sem ga prej razložil, je tipični argument za to. 3 leta se dogaja kršenje mednarodnih sporazumov, rubeži slovenskega državnega premoženja, pa vlada ni naredila nič. Niti neke zelene luči banki oziroma gospodarskem subjektu ni dala v tem smislu, da zaščiti svoj interes. Se pravi, ni opravila niti tekočih poslov. Vsaka vlada je najprej zato, da ščiti interese lastnih državljanov. Hrvaška vlada zato, da ščiti interese hrvaških državljanov in slovenska vlada zato, da ščiti naše interese. Tako da, če bo v tem času do volitev vlada v odstopu opravila tekoče posle, bo delala več, kot je delala do zdaj.